Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Današnja oddaja se nanaša na prejšnjo, v bistvu morate prejšnjo pogledati, da veste, zakaj je današnja oddaja. Se že veselim. Ker živim naslov, da. Ja, vsi, ki ste gledali prejšnjo oddajo, veste, da je današnja oddaja O mizah. o mizah, ker se je Matic tako odločil. Ne vidi. Tako da je. Tako da ja, pa začnimo z mizami. Okay. Zanima, kaj se najde. Začnimo kar na začetku. To se pravi izraz miza. Miza je pač kos pohištva, sestavljen iz horizontalno nameščene plošče. Ja. Na podnožju različnih oblik, podnožju sestavljenemu iz vertikalnih palic rečemo noge. To je direktno iz Wikipedije. Ja, sem jih hotel vprašati. Tako. Prav, to so noge. To so noge, ja. Prav, lahko so štiri, lahko so dve, lahko je samo ena, najbrž. Tako. Izvor besede miza izhaja iz latinščine, v bistvu natančneje iz besede mensa, kar pomeni miza oziroma obrok. Tako da, ja. Toliko o tem. Imamo pa tudi v bistvu več vrst miz, ne? Imaš lahko mizo z eno nogo. Okay, ja. Imaš tudi v bistvu mizo eno nogo. Ja. Ampak so ponovadi z eno nogo, imaš tako, veš. So spod razdeljene, ampak to še je ena noga. Ja, šteje se kot ena, ne? Ampak ja, mora stati. Ja. Pa imaš z dvema nogama, ker je tudi še smer ni zares z dvema nogama, ali pa če je tako nekako neka... Malo čudno zgleda. Ja, nekam prislonjena. Imaš tudi iz trem, so te klasične iz tremi nogami, ali pa kakšen tak special design. Imaš pa pol iz štirimi najbolj klasične, kakor štiri noge pa miza in to je to. Pol obstaja tudi 5 nog, recimo doskrat pet nog imajo večje mize oziroma 6, 7, več so polune dolge mize večje. Tako da to je to. Zdaj pa gremo mi na začetek. Prve mize, ki so jih odkrili, jaz mislim, so jih že prej, ampak 2500 let pred našim štetjem v staremu Egiptu so prve mize, ki so bile... Da so sestavljene, kot najbrž skrbi zbite. Tako. Jaz mislim, so najbrž že prej, ampak so bile lesene, pa so se razgradile, pa se niso... Ali pa so pač tam porabili neki. Ja, se kje vsedili, da so tako. Tako. Ampak ti moraš vedeti, da recimo v starem Egiptu takrat mize se niso uporabljale za to, ker se danes, da se usedeš pa ješ. V osnovi se je miza postavljena recimo v en kot nekam in se je gol hrana naložila, so ljudje pač pršalke in so se usedali na tla ali pa na kakšne blazine in so z rokam pač jedali. Niso sedeli... pač niso... pač niso bile v bistvu tako mize. Je pa res, da pač odvisno je bilo tudi ful od statusa, kdo je bil. Če je bil pač nekje na višjem, so mogoče celo stole imeli, pa so sedeli sam ne za mizo, pa če zmer so sedeli tako, da niso se usedeli za mizo. Miza je bila taka malo bolj sveta. Ja, pač tam je bilo in iz tam si... Ja, pač vzameš stvari, ki jih rabaš, poješ in to je to. Tako da to, drugače pa tudi takrat so se mize uporabljale za češčenje bogov oziroma artefakte so gor dajali, pa da v bistvu ni bila za dotikati, pač to je bilo zato, da se je častil, oziroma tudi za žrtvovanje so imeli mize, se pravi, ker so ljudi gor, tako da za bogove pa za te stvari, tako da pač so bile bolj v temu pomenu, kakor danes spiritualno kot tako da to Tok nekje v egipčanskih, tukaj imam še ene par slikc, to je recimo ena izmed egipčanskih miz, kako je izgledala. Ta stara? Ja. To pa je tako zelo lepo narejen. Ja, tako da pač ta način, to so bile recimo neke normalne za enega normalnega Egipčana, Pomaž pa take so pa nekje izgledale recimo te mize, Sem to pa že skoraj ni več miza, Ja, to je pač...
Tako, to sem pa najdel, to je pa v bistvu miza, ki so imeli v bistvu te višji sloj za odlagati noge, da so noge gor imeli. Tako da so uživali. Se pravi, so imeli stole, pa sam miza za to, da je noge gor. Tako da ja. Toliko o tem. Tako da toliko o zgodovini pa o teh mizah. Zdaj pa gremo mi naprej. Mize imamo tudi v bistvu iz različnih materialov, a ne? Tako da večino je les, drugač pa, prve mize, ki so jih Egipčani, to sem pozabil povedati, so bile večino lesene ali pa iz kamna. Pač drugega itak. Ni bilo, ampak ja. Danes imamo pa v bistvu tudi steklo, kovino, plastiko, pač vse iz vseh možnih materialov. Pa vsaka ima svoje prednosti, svoje slabosti, tako da, ne vem, neke plastične imaš lažje prenašati za neki za nahiter, sam ni toliko obstojno, pa imaš kamnite, ki jih imaš za najbrž. Pa niso glih lahko za prenašati, so bolj fiksne, pa pač vsaka ima svoj... Pač miza, ne? Ja, tako, vsaka ima svoj namen, ne? Tako da, pol pa gremo mi naprej na srednji vek, tam pa si že slišal za kralja Arturja in viteze. Of course. Okrogla miza. Tako. Se pravi, v britanski mitologiji je okrogla miza povezana z legendarnim kraljem Arturjem in njegovimi vitezi okrogle mize. Kralj Artur je vladal v 6. stoletju, a ne? To v bistvu bi lahko tebe vprašal, pa bi znal povedati. Ne bi to ful vedel, ampak svet igral nisem nikoli najdel, so se za ono mizo pogovarjali. Tako da ja. Ja. V bistvu okrogla miza predstavlja simbol enakosti, se pravi, če imaš ti okroglo mizo, vsi so isto delati stran in v bistvu vsi so isto vredni, noben ni na konci mize pa je ta glaven kralj ali pa kakorkoli, vsi so isto, in to je v bistvu simbol vseh okroglih miz, pač vsi smo enaki, tako da ja, tukaj čakaj, kaj sem še napisal, simbol enakosti in bratstva med vitezi, vsak vitez je imel enak status, svoje mesto, brez hierarhije. Ta okrogli, to legenda o Svetem Grailu, tudi da nisem nikoli najdel, to si že povedal, tudi ne bomo gliha velik. Tako da tudi danes je v bistvu okrogla miza postala simbol enakosti, demokracije, plemenitosti, sodelovanja in dialoga v različnih kontekstih. Tukaj bi sam nekaj omenil, sam ni miza. Naš parlament slovenski je tako lepo narejen, če si kdaj opazil, tako v krogu je narejen, ni ben tako, da bi bili koalicija nek posebej sedela, ampak so vsi v krogu, recimo, kad dosti drugih parlamentov ima tako, mi pa ne. Tako da ja, ta simbol kroga smo lepo, vsaj tukaj. Vsaj to. Tako da ja, to kot o okroglih mizah. Ne bom šel glih preveč v detajle, ker bomo predolg. Tako da drugač pa mize so namenjene različnim namenom. Se pravi, eno je delo, pisanje, obedovanje, druženje, študij, raziskovanje. Tako da pač imaš različne načine. Kar sem pozabil povedati, če pri Egipčanih imeli so mize prav posebej zato, da so na papirus pisali. To so bile prav take posebne mize, ki so jih imeli. Samo tisti, ki malo bolj lepe. Tako. Mogoče isto kakšni oltarji, kakor. Ja. Nekatere mize imajo dodatne funkcije, kot so predalniki, podaljški, police. Imaš računalniške mize. Tako. Drugače obstajajo tudi v bistvu namenske mize, kakor so recimo biljardne mize, za namizni tenis. Tudi je neke vrste miza, pa imaš poker mize, mize za nogometen za fuzbal. Tako nisem razmišljal. Tako da pač je funkcionalno. Ja, imaš v bistvu čist različne načine, v bistvu zakaj se uporablja miza. Tako da tudi za igre, za te stvari smo naredili svojo mizo, tako da jo lahko uporabljamo. Drugače pa mize so pogosto središče druženja, socialnih interakcij, ljudje se zberejo okoli mize za obedovanje, igre, klepet in skupne dejavnosti. Res je. Tako, in v bistvu miza je v bistvu simbol gostoljubja,
Kukar je izraz v sedi, se za mizo v bistvu nakazuje prijateljstvo, druženje, gostoljubje. Tako bi rekel, da je to že malo starejše, da imamo vsi mize, ne? Ja. No, že rečem, pa mizo not, taj pa gostoljubje. Ampak če mu rečeš used se za mizo, si gostoljuben, ne? V bistvu si... Ja, ne v što rekel, pa v nekavc sosed. Tudi v bistvu. Še na tla sem se. Ampak zastopam, nočem. Tako da, to je to, kar sem imel jaz povedati za... Imaš kakšno tist, ne vem, največja miza... Največja miza, ja, sam sem si pozabil napisati, sem jo pa najdu, so jo pa mislim, da naredili v Avstraliji, ne vem koliko kilometrov dolga. Tako da, mislim, da je bila 15 kilometrov, a nekaj tazga. Kaj smo imeli? To je bil z namenom, ali sam zato, da je... Zato, da je Guinnessov. Pa sedel so pa jeden. No, ok, vsaj to. Master, to je pol cel, Melbourne sedel. Miza na svetu, najdaljša miza, čakaj, da moram googlati, ker nisem... No, sej nima veze. Mize so fajne. To v mizah. Midva ne bi mogla snemati. Tako. Ta miza v bistvu Naja že spremlja od prve ogaje. V bistvu to je eden izmed, pa stoli. Ne, stoli so bil od začetka, tudi drugi. Sam res, ja. Miza je tisto zadnji edini artefakt, ki je od začetka. Ne, fotoaparat je tudi drug. Na začetku. Mogoče? Ne, zoom tudi ni. Ker smo imeli zvočnik. Ok. V novo video, da so najdla. Stojav tudi ni, še luči so druge. V bistvu dejansko edin ta miza je od prve. Da je to zmatrano že. Ja, sva veliko. Tako da, vidiš, v mizi si dobro temo si dal. Lepo sva zaključila, da. Tako, da je v bistvu... Miza je tist, kar drži na koncu stano. V bistvu edina originalna stvar še, poleg naju. Tako da. Toliko tem, toliko mizah. Toliko mizah. Hvala za ogled, pa lep petek, a ne? Pa se vidimo. Čau.